Molitev dela čudeže, srcu, ki pozablja na sočutje, preprečuje, da bi okamnilo. Tako je ponovil papež Frančišek med homilijo danes zjutraj, ko je v kapeli doma svete Marte daroval sveto mašo. Med drugim je zatrdil, da molitev vernikov spreminja tudi cerkev. Lahko smo osebe vere, a smo vseeno izgubili občutek za sočutje, ga pokopali pod pepelom presojanja in skrajne kritike. Jasen primer, kako se to lahko zgodi, najdemo v današnji Božji besedi. V odlomku iz prve Samuelove knjige sta protagonista Ana in duhovnik Heli. Ana je ženska, ki trpi zaradi neplodnosti. Boga v solzah prosi, da bi ji podaril otroka. Duhovnik Heli jo oddaleč, sedeč na nekem stolu v svetišču, raztreseno opazuje. V prizoru najprej slišimo Anine žalostne besede, nato pa še duhovnikove misli. Heli ne sliši njenih besed in tako z zlohotno plitvostjo žensko ožigosa zaradi njenega tihega šepetanja. Zanj je Ana le pijanka. Pa vendar tisti njen neustavljiv jok, kot je nadaljeval papež Frančišek, od Boga izvabi na prošeni čudež. Ana je molila v svojem srcu in premikale so se le ustnice, medtem ko glasu ni bilo slišati. To je pogum ženske vere, ki Gospoda prosi za milost s svojo bolečino in svojimi solzami. V cerkvi je veliko takšnih dobrih žensk, je poudaril sveti oče.